je predsednik gospoda Škofa, gledate domoljubni kviz, nimaš pojma! Evo nas v polfinalu, žreb je hotel, da se prva pomerita dva ljubljanska župana. Desno je nekdanji doktor Dimitrij Rupel. Vzaj. Njegov nasprotnik na levem fotelju je sedanji ljubljanski župan Zoran Janković. Lepo zdrav, ko bo. Ok, povejte mi, odkot ta mit, da je Ljubljana najlepše mesto na svetu, ne? To sploh ni doben mit, da Ljubljana je definitivno najlepše mesto v svetu. Ja, Ljubljana je, kot bi rekli Pankrti, na nek način bolana. Navzven je zrihtana in pošlihtana, navznoter pa še vedno siromašna in prazna. Kar se tiče pa zdi, da gospod Rupel, pa vi veste, da Ljubljano leto obišče milijon turistov, da? Poslušaj, govorimo o širini in svetljanskem naboju, ki eno prestolnico naredi za metropolo. Pojďte kdaj pogled na Dunaj, pa boste videli, o čem govorim. Ok, zdaj vemo, pravila kviza poznata, vse isto kot v prvem krogu, razlika je le v tem, da je tokrat pomembno tudi končno število osvojenih točk. Od 3 zmagovalcev polfinalnih dvobojev se bosta v finale uvrstila le 2 in to tista 2, ki bosta zbrala največ pik. To pa popolnoma meda taktiko, ne? Ok, dame in gospodje, čas je za domoljubni kviz, nimaš pojma! Prvo vprašanje. Pravilno odgovor je vreden 5 točk. Dobro poslušajte. Katero je 5. največje mesto v Sloveniji? Imate 3 sekunde. Gospod Rupel, bili ste prvi, kakšen je odgovor? Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, 5 je Koper. Ni Koper, gospod Janković, katero je 5. največje slovensko mesto? Ja, po moje podatke je to Velenje. Odgovor je pravilen! Ok, 5-0 za Zorana Jankovića. Drugo vprašanje za 10 točk, dobro poslušajte. Koliko Slovencev se vsak dan ukvarja s tekom? Nimate pojma, ne? Po podatkih Atletske zveze Slovenije vsak dan teče okrog 100.000 Slovencev. Rezultat ostaja isti. Smo že pri tretjem, zadnjem vprašanju pred finalom, valjda ne, pravilen odgovor je vreden 15 točk. Vprašanje se glasi. Kdo je zadnji dobitnik Borštnikovega prstana? Gospod Janković, bili ste prvi, vaš odgovor? Vet Valič. Ni Vid Valič, pa tudi Denis Savdić, ne. Doktor Dimitrij Rupel, kdo je zadnji dobitnik Borštnikovega prstana? Darjo Valič. Odgovor je pravilen! Dimitrij Rupel vodi s 15-5. Evo, elektriko smo izklopili, pred nami je še zadnje dejanje nocojšnjega kviza. V finalu vaju čaka 20 točk. Vse je še odprto, oba sta v igri za zmago. Odločilno finalno vprašanje vam bo zastavil Igor Bavčar. Večer. Vprašanje se glasi. Koliko slovenskih državljanov je na Interpolovih seznamih najbolj iskanih kriminalcev? Hvala lepa, gospod Bavčar, lahko greste. Čas je potekel, prvi odgovarja gospod Rupel. Kaj pa vem, jaz bom rekel, da jih je tam okoli 30. Doktor Rupel pravi, da je na Interpolovih seznamih najbolj iskanih kriminalcev 30 slovenskih državljanov. Gospod Janković, kaj pravite vi? Jih je več, jih je manj? Če odgovorite prav, ste zmagali, če ne, ste zgubili. Ja, 30 se bi zdi nekaj mal, da bom rekel, da jih je na teh tiralcah malo več. Mal več? Kar precej več, odgovor je pravilen! Zmagovalec dvoboja je Zoran Janković! To zmaga, ne?
Po podatkih Interpola je za slovenskimi državljani razpisanih 95 tiralic. To je pa groza, se ne morem verjeti, kaj, a vas je tako šokirala številka, ali kaj? Ne, šokiran sem, ker me je premagal Janković. No, jaz predlagam gospodu Ruplu, da v bodoče še malo deteljira te domoljubne teme. Gospod Janković, zbrali ste 25 točk in zdaj lahko samo čakate, da bo eden od naslednjih dveh zmagovalcev slabši od vas. No, konkurenca je huda, ne, ampak jaz sem optimist, ne. Vidimo se v finalu definitivno, ne. Ok. Dragi gledalci, spoštovana publika, to je bil naš prvi polfinale. Muzika je vrtela DJ Lorela. Vidimo se naslednjim tednom, bit sem časen, nisem kmalu. Jo!